Dragi gledalci vašega kanala, prav prisrčno pozdravljeni. Smo v začetku meseca februarja. Jaslice smo pospravili, zvezde nad betlehemskim hlevčkom so ugasnile in tista nežnost, ki spremlja domala vsako rojstvo, se je umaknila resničnosti. Postavljeni smo v ta nič kaj prijazen, celo kruti resnični svet, ki ga je tudi detetu Jezusu napovedal starček Simeon ob darovanju v templju. Toda tista prava luč, ki se je med prazniki porodila v naših srcih, še sveti. Vsaj morala bi, če smo praznike resnično doživeli v tistem pravem vzdušju, ki ga prinašajo božični prazniki. Če nismo zgolj hlastali po lažni svetlobi, ki jo ponuja in vsiljuje skomercializirani svet. Hrepenenje po luči, po svetlobi je del človeške narave. Kako veseli smo pomladi, ki prinaša daljše dneve, več svetlobe. Še bolj pa se veselimo raznih dogodkov, ki razsvetljujejo našo notranjost, našo dušo. Zdaj odpuščaš svojega služabnika, o Gospodar, po svoji besedi v miru, kajti moje oči so videle rešitev, ki si jo pripravil pred očmi vseh narodov. Luč v razsvetljenje poganov in v slavo Izraela, svojega ljudstva. To so bile besede starčka Simeona, ki je srečal v templju Marijo z Jezusom v naročju. Na tako luč nas opozarja tudi Božja beseda današnje nedelje. V prvem berilu nas prerok Izaija vabi k dobrodelnosti. Če daješ lačnemu, kar imaš sam rad, in reveža nasitiš, bo všla v temi tvoja luč in tvoja temina bo kakor poldan. Psalmist pa dodaja: v temi zasije luč poštenim, milost, usmiljenje in pravičnost. A besede gredo večkrat mimo nas, se nas ne dotaknejo, kot da se ne tičejo nas, ampak nekoga drugega. Jezus pa je v evangeliju povsem jasen, ko nam spregovori: vi ste luč sveta. In še naročilo: tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih. Biti taka luč seveda ni lahko, je zahtevno. Luč mora svetiti, ne brleti v kakšnem kotu, ampak svetiti. Spod stavka, ne skrita pod mizo. Luč ne sveti sama sebi, ampak razsvetljuje vse, kar je okrog nje. Če hočemo torej biti luč, se ne smemo zapreti v svojo sobo, ampak se moramo podati ven v nemirni svet, v nemirno, razslojeno družbo, skratka tja, kjer je tema največja. Sprejmimo izziv. Bodimo luč, ki temo spremeni v svetlobo, ki obupanim daje upanje, ki nemočnim daje moč, ki žalostnim daje tolažbo. Brez izgovorov, da nimamo časa, da ne znamo, da nismo opazili teme. Ne bojmo se pogledati v temo in vanjo posvetiti. In če nam pri tem primanjkuje goriva, ga lahko natočimo v studenc Božje milosti, ki nikoli ne presahne. Lepo nedeljo vam želim, polno luči in svetlobe. In ne pozabite, da smo vsi poklicani, da svetimo drug drugemu. Ne bodimo pa parkirani kristjani, je dejal papež Frančišek v nekem nagovoru, ampak delujoči v gibanju.